čustveno-psihični sprožilec je bil ta, da sem se v otroštvu zelo težko izražala iz sebe, zato ker sem pač imela tako vzgojo, mene je bolj ali manj vzgajala babica, kjer je bilo prepovedano povedati, kaj si misliš. Zdaj pa železa ščitnica leži na grlu, grlena čakra je tukaj, vemo, pač povezana z izražanjem, s tem, da res tisto, kar začutimo v želodcu, v trebuhu, izrazimo. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Tanja Želj, ambasadorka zdravega načina življenja. Tanja, živijo. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Ja. Mi bomo danes govorili o ščitnici, recimo, pa širše kot samo o ščitnici, ampak izhajava iz ene knjige z naslovom Zdravljenje ščitnice, resnica o Hashimotovem tiroiditisu, nespečnosti, hipotireozi in tako naprej, še več stvari, več nekih diagnoz, ampak knjiga je, tako kot si sama upozorila, kar je, se mi zdi zelo vredno povedati, v bistvu namenjena vsem avtoimunim boleznim. Ti imaš svojo izkušnjo, si zbolela za Hashimotovim sindromom, bom kar rekla malo skrajšano, ne? A mi lahko poveš, kaj to pomeni sploh? Tako na kratko, kako je živeti s tem? Ja, jaz sem za to boleznijo zbolela že 20 let nazaj. Takrat sem bila stara 22 let in sem bila za to diagnozo zelo mlada. In na začetku me v bistvu nihče ni jemal preveč resno, ker je takrat veljala ta bolezen za bolezen srednjih let pri ženskah. In takrat praktično ni bilo nič informacij na to temo, kaj to sploh je, kaj pomeni, kako si lahko sami pomagamo. Pač dobiš hormone, se pravi hormonsko terapijo, na tej hormonski terapiji sem še danes. Vse ostalo pa je bilo prepuščeno meni in jaz bi takrat dala marsikaj za to bogastvo, za tako knjigo in sem danes hvaležna, ne glede na, da takrat ni bilo te literature, sem danes zelo, zelo hvaležna, da je to danes na voljo, zato ker bolezen je v porastu in vsaka druga ali tretja ženska, težave s ščitnico, žensk je vedno več. Hashimoto sodi v skupino avtoimunih bolezni. Avtoimune bolezni pomenijo, da telo za zdaj iz nekih neznanih razlogov napada samega sebe. No, to bi me zdaj zanimalo. Glede na to, da imaš ti svojo izkušnjo, je to veliko bolj dragoceno, kot če bi imela samo recimo nekega zdravnika, ki to študira ob sebi, ne? Brez zamere, zdravniki seveda, ampak do kakšnih ugotovitev si prišla? Recimo, te avtoimune bolezni so res skrivnost. Od kje se pojavijo, kar naenkrat, zakaj on? Do kakšnih ugotovitev si ti prišla pri sebi? A si prej zdravo živela? Mislim, ambasadorka zdravega življenja si šele potem postala? Ja, to je bilo tekom mojega študija na fakulteti za šport. Je trajalo kar leto dni, da sem dobila uradno diagnozo, ker pač žal nisem dobila ustrezne zdravniške obravnave na začetku, zato ker sem bila za vse premlada, športnica, s tabo nič ni narobe, se izgledaš v redu in tako naprej. Ponavadi imamo ljudje kar težavo sprejemati ljudi z diagnozami, če se navzven nič ne vidi. V resnici se pa noter lahko dogaja marsikaj. V končni fazi je tudi rak ena taka notranja bolezen, ki se zelo dolgo lahko ne vidi navzven. Zdaj v knjigi so krasno napisani sprožilci avtoimunih bolezni, tako da jaz to knjigo priporočam ne samo ljudem, ki imajo bolezen ščitnice, ampak tudi širše, zato ker avtoimunih bolezni je danes res ogromno. In med sprožilci najdemo zelo zanimive razloge, zakaj lahko pride z leti do bolezni. To so bolezni, ki ne nastanejo čez noč, to ni isto, kot da si zlomiš roko, to pač se procesira, tako kot se ponavadi moramo, en primer po izgorelosti traja zelo dolgo časa, da se vrnemo nazaj. To so res procesi, isto bolezni tudi nastajajo dlje časa. In med sprožilci so meni taki recimo zelo zanimivi pesticidi, kemikalije, razni dodatki v prehrani. Samo to jih vsi uporabljamo, vsi živimo v tem, recimo, bolj ali manj toksičnem okolju, ne? Zakaj zdaj? Res je, in zdaj eno telo vzdrži malo več, drugo vzdrži malo več, manj tako. Ja. In potem jaz mislim, da gre tudi za nek preplet nekih različnih dejavnikov, ki potem lahko pri nekomu sprožijo bolezen, pri nekomu pa ne sprožijo bolezni.
Moje ugotovitve osebne, se pravi plod mojih 20-letnih izkušenj, ker jaz sem se potem, ko so mi postavili diagnozo, vrgla v eno raziskovanje sebe z vprašanjem, zakaj se je meni to zgodilo, zato ker bolezen pač vseeno prinaša določene omejitve, ne morem kar tako potovati v drug pas, ker rabi telo veliko časa, da se navadi na drug način, na drugo uro, metabolizem je počasnejši, temperatura telesa rabi več časa, recimo jaz zelo težko prenašam te velike temperaturne razlike, pač to so vse posledice bolezni, do izpadanja las, suhe kože, skratka 20 stranskih učinkov je in meni je bilo takrat vodilo pri mojih 22 letih, da bom poskušala narediti vse za to, da bo teh stranskih učinkov čim manj. In danes po 20 letih lahko rečem, da mi je to kar dobro uspelo, ampak jaz lahko rečem, da garam za to, da sem v redu. Ker ne smem pretiravati, ker ne smem visoko intenzivnih vad recimo izvajati, zato ker me lahko zelo hitro pokurim vso svojo energijo, ki jo rabim za to, da lahko sploh vstanem zjutraj, pa živim ali pa gremo v službo ali pa imam otroka. In po mojih ugotovitvah sem jaz prišla, sem strnila izmed vseh sprožilcev, ki danes so, pač tako kot si rekla, vsi smo temu podvrženi, ampak odvisno, kako se na to odzivamo, eden je fizični, eden je pa psihični oziroma čustven sprožilec bil pri meni zelo močen. In čustveno-psihični sprožilec je bil ta, da sem se v otroštvu zelo težko izražala iz sebe, zato ker sem pač imela tako vzgojo, mene je bolj ali manj vzgajala babica, kjer je bilo prepovedano povedati, kaj si misliš. Zdaj pa železa ščitnica leži na grlu, grlena čakra je tukaj, vemo, pač povezana z izražanjem, s tem, da res tisto, kar začutimo v želodcu, v trebuhu, izrazimo. Ne? In sem si potem tudi naredila blokado na nivoju maternice. Ne? To je zelo, zelo povezano, zdaj, če bi gledala energetski vidik življenja in telesa. Potem je pa na to moje otroštvo, smo se pa na fakulteti morali cepiti za klopni meningoencefalitis in je med stranskimi učinki so avtoimune bolezni. In zdaj po mojih ugotavljanjih in vsemu znanju, ki sem ga v teh 20 letih pridobila, je pač to dalo piko na i, da je bilo to cepivo ta sprožilec, da je že na mojo načeto telo pač sprožilo meni neko bolezen. In zdaj, če beremo to knjigo, je tudi zelo jasno avtor omenja še en drug virus, še en Epstein-Barrov virus, se pravi, lahko je težava tudi v njem, je pa zelo zanimivo, da pa je meni ta virus tudi izbruhnil potem, ampak šele po 15 letih bolezni. Ne? Tako da meni je bilo to zelo zanimivo potem skozi to knjigo nekako spet narediti en tak pregled, kaj se je meni v teh 20 letih z diagnozo sploh dogajalo. Ne? Pa rekla si, da veliko delaš za to, da se vzdržuješ v dobrem položaju. Kaj pa delaš? Mislim, to je pa spet napor, če moraš veliko delati. Hočem reči, da je to dobro za zdravje, da veš, da... Veliko v smislu, da ni preveč, ker kaj je, v tej knjigi je tudi je protokol prehrane in protokol prehrane je lahko pri avtoimunih boleznih kar malo brutalen včasih in je lahko stresen. In najprej je treba telo malo opolnomočiti, mu dati neko bazično podlago v smislu dobrega spanja, dobre hranilne hrane, dobrega mindseta, preden greš ti na neko razstrupljanje, na neko dieto, ki bi naj potem pomagala tvojemu telesu. Ker iz nule ali pa bom rekla iz kurjenega telesa, ko ti postavijo diagnozo, ni najbolj pametno se lotiti nekih drastičnih ukrepov, pa še to je super, če imaš nekoga, ki ti pri tem pomaga. Jaz sem na tej moji poti sodelovala s kar nekaj prehranskimi strokovnjaki, s kar nekaj psihoterapeuti, zato da sem zmogla določene stvari iti čez. In tudi recimo ena taka zelo tipična, bom rekla, smernica za avtoimune bolezni je, da se pač iz prehrane odstrani gluten. Pa to ni modna muha, ampak gluten v primeru avtoimunih bolezni povzroča v telesu vnetja, se pravi, ima smisel, da ti sprožilec, ki povzročajo vnetja, izločiš. Ampak jaz sem gluten izločila šele 5 let nazaj popolnoma, jaz tega na začetku nisem zmogla. To je trajalo po 15 letih. To je kar striktna dieta, ker gluten je povsod. Točno to. Ne moreš nobenega piškota iz trgovine, ne moreš kruha, ne moreš nobene žitarice. Se pravi, zato veliko omejitev je pri tem. Je pa tako, da pri vseh teh nasvetih, dietah, tudi ko knjigo prebereš, vse je to super in fajn, ampak moj nasvet, ne samo z
bolezen ščitnice ali pa za avtoimune bolezni na splošno, Za zdravje, ko gledam tudi ljudi, ki delam z ljudmi, ker poučujem gibanje, da velikokrat pozabljamo na osnove. Da so to se pravi to, kar dobre govori. Osnove, tiste, Gibanje, točno tako zdrava se pravi. prehrana, Ampak gibanje spanje. spet mora biti primerno, mora ti pasati, mora ti biti všeč. Ja, kaj, če ti ne paše? Ker ščitnica Pa vpliva poišči na neko lenobo, drugo. recimo, ne? Vem, ampak recimo pri ščitnici je izrazito, bom rekla, škodljivo, če je vadba dolgotrajna, če je visoko intenzivna, če je taka, da res tisto do 3 dni potem nič ne moreš. Zgibanje mora biti zmerno, ampak tudi telo, ki se z leti stara, potrebuje vedno bolj zmerno gibanje, ne na polno skakanja in Triglav in maraton in tako naprej. Ne. Potem prehrana mora biti pa hranilna. Če gledaš v trgovini, ko greš v trgovino, kaj ljudje nalagajo v vozičke, nalagajo večinoma ne hrano. Se pravi, kaj je hrana? Hrana je čim manj predelana. Se pravi, zelenjava je baza, potem je sadje, zdaj, če je živalske beljakovine, se pravi, da imaš neko beljakovinsko enoto, tako da ne pa predelana hrana je težava. Ne. Ja, ti potem si samooskrbna oziroma... Jaz imam to srečo, da imam starše. Mi smo imeli včasih, jaz sem odraščala na veliki kmetiji in smo imeli v bistvu skozi svojo hrano in še danes, sicer od kmetije so ostale kokoši, pa mačke, pa pes, ampak imamo še pa vedno svoj velik vrt in njivo in imam mamo, ki potem rečem sladek krompir, letos nasadi sladek krompir, pol to, pol ono, tako da tukaj imam res srečo, da smo veliko samooskrbni, mogoče bi pa tukaj k tej hrani pa k gibanju dodala še spanje. Ja, spanje, definitivno. Mislim, vse to, kar... To je za vsako diagnozo oziroma za vse velja isto, ne, za zdravo življenje. Ampak tega ljudje ne počnejo. Ja, tega ljudje ne počnejo. Ne? In jaz pravim, da če imaš ti osnovo poštimano, ti ne rabiš super živila iz Južne Amerike, ker na skurjeno telo ti noben dodatek ne bo dobro prijel. Ker pač zelo hitro pridemo potem tudi do dodatkov pri teh boleznih. Ne? Ampak če jaz moram nek selen pa cink uživati v obliki tablete, pa moje telo ne zmore tega niti absorbirati, je to samo stran vržen denar. In ko se enkrat naspimo, pa ko se res kvalitetno prehranjujemo in imamo to vsakodnevno zmerno gibanje, ne vem, 10 minut, 30 minut, sam da je to že za 70-80% boljše življenje. Človek mora biti kar discipliniran. Vem, sej, ko enkrat to dosežeš je... Všeč mi je epilog, ne, recimo te knjige, kjer avtor pravi zlato vaše duše in opisuje recimo v bistvu to duhovno in čustveno komponento in reče... Ja, in pove, ne, da, mislim, lepo je, pač pove, ti si izbranec, ne, ti si tisti, preko katerega bo prišla ven, ne, tako kot ti zdaj ozaveščaš o zdravem načinu življenja, o tej notranji moči, ki jo moraš imeti, o tem, da ceniti v bistvu življenje, ne, sej konec koncev, če ne daješ telesu tistega, kar potrebuje, da se dobro počuti, ali res v resnici ceniš življenje. Potem ta povezanost sam s sabo, ne, ki je zdaj že floskula, ampak koliko smo mi zares povezani sami s sabo, da res čutimo svoje telese, da slišimo, kaj nam pripovedujejo, da znamo umiriti svoje misli. To so take osnove, ki bi jih lahko v osnovni šoli človek se že naučil, ne, pa mogoče v osnovni šoli še je to še nekako bolj prisotno, ne, kot kasneje. Potem se pa to v tem toku življenja kar nekaj zvodeni. Zadnji sem prebrala en rek, ne, da si prizadevamo, da veliko delamo, da veliko zaslužimo, potem pa ta denar porabimo za to, da se pozdravimo. Ne. Tako da to je en tak paradoks sodobnega časa in izredno težko je danes stopiti ven iz tega vlaka. Ja. Zdaj, minuli 2 leti pandemije sta marsikomu malo pomagali pri tem, tako da jaz vidim tukaj zelo pozitivno plat tega, čeprav mi je bilo osebno tudi blazno težko, ker smo pač mogli čisto vse, kar smo delali, zapreti, ampak je bila ena priložnost in če si to priložnost izkoristil, si malo bil nazaj tega občutka, da je svet tudi ne rabi tako drveti. Je pa zahtevno, zato ker je pač družba tako naravnana. Ja, celo, mislim, velik del družbe, ne, recimo sploh bom rekla ta aktivni, sploh bom rekla, če greš iz vasi recimo v mesto,
to je vse v tem hitenju, v teh hitrih zadevah, v teh površinskih odnosih. Mislim, da to res ni dobro, ne za dušo, ne telo, ne? Ampak kar ustrajamo. Jaz sem uspela pridelati tudi 2 izgorelosti, zato ker je pač tudi moje prepričanje bilo, da je treba delati, da moram delati, pa je partner izgubil službo, pa da moram delati za 2. In dokler, moja izkušnja je taka, da dokler ne veš, kje padeš čez rob, se ti tudi slučajno sanja, ne, kje je tvoj rob. Ko padeš čez, veš, ampak takrat si že padel čez, ne, in pač imaš neko izkušnjo in potem, jaz mislim, da vem, kje je, upam, ne vem, se bomo čez par let pogovarjali. Je pa zahtevno zato, ker dokler zmoreš, greš. In se je zelo težko zavestno ustavljati, danes pa bom, ne vem, raj počivala, kot pa še to pa to naredila. Ne? Ampak je zahtevno in zato so včasih lahko, tako kot si zdaj omenila iz tega epiloga, take diagnoze tudi priložnosti, da potem naredimo nekaj na sebi, da se res ustavimo, da nas nekaj učijo. Mene v bistvu 20 let ščitnica opozarja, da ne pretiravam, da poskušam ne pretiravati. No. Ampak to je res ščitnica, ne, res sodobnega sveta. Vsaka druga ženska, ne, s težavami v ščitnici, to res ni malo. Mislim, to je res to veliko. To ni 15%, ne, to je. Sem pa opazila tudi en vzorec, glede točno te diagnoze ščitnice, izrazitejša je pri ženskah. Ja. Ženske s to diagnozo izhajamo iz neke vloge žrtve lahko. Se pravi, da se žrtvujemo za druge, da poskrbimo za vse druge prej kot zase, pa verjamem, da to se tudi lahko sliši kot floskola, no? Ampak če ne prideš do tega, da moraš najprej sebe nahraniti, zaceliti, potem pač te bo, ali pridobiš zelo značilno za avtoimune bolezni, da se lahko nalagajo. In če se ti pri eni ne ustaviš, lahko pride druga, lahko pride tretja in lahko tudi vodi do prehitre smrti. Tako da pač so opozorila, telo nas opozarja, najprej nas opozarja nežno, tiho in če ga ne slišimo, nas mora opozarjati glasneje, nekateri pa pač ne slišijo nikoli. Ne? In to je pač treba sprejeti, tako je. Ja, ampak tebe pravzaprav ni tako dolgo, če si pri 20 že zbolila za ščitnico. Pa sej, kaj te bo pa telo pri 15 opozarjalo? Ne ve, mislim, zdaj, če gledam nazaj, pa če primerjam, ko opazujem odraščanje svoje hčere, ne, dejansko je kar velik tempo, tudi ta šola, tudi te obveznosti, tudi te obremenitve, preko si omenjala, mogoče še v šoli ni tako. Jaz se ukvarjam tudi s telesom, s posledicami, ne vem, težav v hrbtenici, drže telesa, hernijam in podobno. In težave s hrbtenico se začnejo nabirati z vstopom v 1. razred osnovne šole, ko začnejo otroci preveč sedeti. In sedenje je recimo po enih raziskavah v tujini na 4. mestu po posledicah smrtnosti. Toliko težav nam povzroča, pa se jih pač ne zavedamo. Nekateri ga imenujejo tudi novi tihi ubijalec, ne? Za krvni tlak velja za en tak tihi ubijalec. In res se začne v 1. razredu osnovne šole se začnejo nabirati, nalagati težave, ki lahko potem tudi pri 20 že eskalirajo v obliki večjih težav s hrbtenico. Še to me zanima, pravijo ponovadi, kamor obrneš pozornost, ne, tja gre, recimo. Ti si v svojem življenju precej obračala pozornost v bistvu v bolezen, ne? Ali misliš, da kako bi rekla, v bistvu si šla v raziskovanje, ne? Bolezenskih stanj, bolezni in vse to. Kako o tem razmišljaš, no? Moj pogled je, da sem šla v raziskovanje iskanja rešitev za bolezenska stanja. Ne? Meni je bil cilj, da imam čim manj stranskih učinkov. Meni je bil cilj, da kljub diagnozi živim čim bolj normalno, ampak hkrati, da ne zatrem diagnoze v sebi, ker na začetku mi je bilo zelo težko sprejeti, da moram jaz najprej vsako jutro, ko vstanem, še vedno moram vzeti najprej hormonsko terapijo. Ne? Pač, potem pa spet ne smeš takoj zajtrka, jaz moraš malo počakati. Pač en protokol je, čist drug način življenja mogoče kot pri nekomu drugemu. In je mi bil res vedno cilj, da iščem načine, kako lahko in se ne utapljam v nekem samopomilovanju, da zdaj pa imam jaz bolezen, zdaj pa nič ne morem, zdaj sem pa jaz uboga, da ne iščem nekih izgovorov, zakaj nečesa ne morem, ker tega opažam, da je izrazito veliko pri
izstopajo pri diagnozah, zagotovo izstopajo, ampak tudi na splošno. Veliko lažje je najti izgovor, zakaj nečesa ne bi, zakaj jaz ne bi šla danes, ne vem, na sprehod, kot pa se spodbuditi pa najti razlog, zakaj pa bi. Ja, mogoče na koncu bi te vprašala samo še ta sindrom žrtve, ki je v Sloveniji zelo prisoten, pa upam, da ga izkoreninjamo z novimi generacijami, se mi zdi, da ga. Kako bi ti rekla, kako si se pobrala ven iz tega grozljivega sindroma žrtve? Se mi zdi, da je res to preobjalec. Da če smo recimo v primarni družini kot otroci, če živimo z, bom rekla, ljudmi, ki se obnašajo kot žrtve, je prvi ukrep, to je tudi recimo nasvet psihoterapevtov, je fizična razdalja. Tako da jaz sem odšla takoj, ko je bilo možnost doma, in potem sem rekla, želim sebe toliko zaceliti in toliko poceliti, da bom šla lahko z ljubeznijo nazaj domov. In jaz mislim, da mi je to zelo dobro uspelo. No? Tako da, in sem na to mogoče najbolj od vsega, kar mi je bolezen, ali pa bom mogoče rekla, ta način vzgoje prinesel je to, da nimam zamer, se pravi, da sem nek vzgled, da zmoremo odpustiti mogoče kakšnim bližnjim in stopiti nazaj in se potem tudi oni nazaj drugače odzovejo na nas. Tako da to ne obupati, dajmo vztrajati na tem, da se mic po mic pomikamo naprej, ker ti koraki dela na sebi so počasni in včasih obupamo, zato ker nimamo takojšnjih rezultatov. Ampak po 20 letih lahko rečem res, da imamo danes doma krasno družino, smo zelo povezani in grem zelo rada nazaj, čeprav sem na začetku zbežala. Super. Tanja, hvala ti za to, da si delila svojo izkušnjo in vse, kar si na tej 20-letni poti do vseh uvidov, ki si prišla in v bistvu si jih priznala in s tem rastla in zdaj to širiš tudi naprej. Zdaj po naši oddaji odhajaš v bistvu na trening, ne? Ja, zdaj imam mamice po porodu, tudi to je ena moja skupinca zraven ščitnic in zraven ženski pa želijo mojo obravnavo, tako da to pa je ena taka posebna čas, ker tam se pol napajam tudi malo s to energijo dojenčkov, ki jih lahko pogosto pestujem, ko mamice telovadijo. Ano, evo. Super. Hvala ti, no, še enkrat in kot pravimo, obravnavali sva knjigo Zdravljenje ščitnice. To je bila Tanja Želj.